z alpskimi vodi smo že takrat enkrat po zim tu gor na Vrsnem in vem, če se ne motim, je takrat še Mlekuž v delu pisal en dopis, češ v parlamentu, tam v skupščini razpravljate, Slovenija bo ali ne bo, ali bi bila ali ne bi bila, teritorialci pa pripravljeni in delamo, opravljamo svoje naloge. Tako da to obdobje po svoje zanimivo, po svoje je bilo napeto, vendar nazaj, ko gledaš, vsaj jaz osebno imam občutek, da smo svoje delo opravili. Na tiste čase dovemo, da bo treba spet stati in obstati, a vem, da bomo znali trdno verjeti vase. Zato lahko si mirna, primorska naša mati. Tvoje trpljenje in bolečine so občutili mnogi rodovi, tebi pognali so korenine, pametne hčere, zvesti sinovi. Ti si kot čista jutranja rosa in kakor sveža sapica gorska, vrelec ljubezni, vrelec ponosa, naša prelepa, draga primorska. Po naših žilah teče spomin na tista leta, ko predniki pogumno so stali in obstali, in naša domoljubnost je z njihovo prežeta. Saj naš patriotizem se v njihovem zrcali, po naših žilah teče spomin na tiste čase, kdo ve, morda bo treba spet vstati in obstati, a vem, da bomo znali trdno verjeti vase. Zato lahko si mirna, primorska naša mati. Zato lahko si mirna, primorska naša mati. Preden vas povabim na ogled zbirke, bom omenila še enkrat vse snovalce razstave Vojna za Slovenijo 1991 v Gornjem Posočju. Največ zaslug ima Darko Smrekar, svetnik občine Kobarid, nosilec mnogih aktivnosti, da je do realizacije razstave in tovrstnega muzeja sploh prišlo. Ob njem, takoj, kot smo tudi že slišali, Vito Drginc, pokojeni polkovnik Slovenske vojske, dolgoletni skrbni zbiratelj slikovnega in pisnega gradiva, ki ga je tudi brezplačno podaril temu muzeju. Tretji krivec te razstave je občina Kobarid, ki je s proračunskimi sredstvi na razpisu podprla ta projekt
in posebej tudi družina Krajnik, ki je omogočila postavitev razstave prav na tem mestu. Seveda so in ste tudi mnogi podporniki, darovalci muzejskega gradiva, ki bogati to stalno razstavo, in vsem se javno, iskreno zahvaljujemo za vsakršen prispevek. Hvala. Upornost in ubogljivost sta vrlini dobrega državljana. Ubogljivost zagotavlja red, upornost pa svobodo. Tako narekuje pacifist Emil Chartier. Slovenija pa je zagotovo dežela vzdržljivih, marljivih, celo preveč ubogljivih ljudi. Toda v pravem času smo vedno v zgodovini dokazali tudi svojo upornost, kar nam je slednjič prineslo svobodo, samostojnost in upamo, da jo bomo negovali še dolga stoletja. Razstava je s tem odprta, oglejmo si jo skupaj, potem pa vabljeni, da skupaj sproščeno nazdravimo dobro opravljenemu delu. In še naprej vam želim eno res lepo soboto. Čak samo malo. Evo, vsi pogledaj. Ja, pol leta. Daj mi